Zdaj, kaj, mobilno hiško v Innsbrucku, ali kaj iščemo zdaj? Ja, mobilno hiško v Naslednjič podcast tam snima. Tako je. Škoda, ker Innsbruck ni na Bone, ne? Ker to bi bilo res džazen. Jaz se smokvice tudi niso. Vem, samo to je dopust. Če gremo mi fakultativno kaj snemati, je pa to ne. Pa se Janez Maljarde zrihtel pizdamo, pa ja šli lahko v Innsbruck. Nikamor z njihovim naram. Vsi ostali donirite stranka SDS. Bomo tudi jopiče obleke. Rumene. Kaj se enkrat prodaš. Ja, ne. Zdravo, opravičujemo se za vse nevšečnosti, je podcast o kultni knjigi z napisom Samo brez panike na platnicah, ki so jo preden je Douglas Adamson napisal radijsko igro, knjigo, TV serijo in še kaj poznali le redki prebivalci tega malega, modro zelenega planeta. Štoparca vsak teden beremo Zi, Peli in Aljo in se že vnaprej opravičujemo za vse nevšečnosti, ki bi morda lahko nastale ob poslušanju tega podcasta. Vsako epizodo obdelamo eno poglavje in zato smo veseli, da se z nami preživiš ta čas in bereš z nami. Ali pa se v poslušanju spominjaš, kako v celoti izjemna knjiga je Štoparski vodnik po galaksiji. V prejšnji epizodi smo ugotovili, da je Orban našel tunel v paralelno vesolje, kjer je cela Evropa ogrska in bi rad naredil z našo Evropo isto. Pa ne salama, pa ne ogrska salama. Ne ogrska salama. Čeprav, če bi bila cela Evropa ogrska salama. Ja, neverjetnostni pogon bi načeloma to omogočil. Ja, to bi se dal, ja. Se res? Mogli reči tukaj še opozorilo za kvarnik, glede na to. Absolutno. Ja, ni ga v zapiskih, ker sem ga pozabil. A ne, si dal. Pa si dal, okay, bravo. Naprej sem že šel, bravo. Možgan dela. Čak, bom pritisnil zdaj opozorilo za kvarnik, evo ga. Če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Kako? Hvala za vse ribe.si. Tam vse piše, no? Za une, ki ne vejo. Veš, ne, ja, valjda. Mogoče še kakšni ne vejo, da tam se lahko preberete, kako pa kaj. Imamo opravičilo iz prejšnje epizode, moramo se opravičiti vsem fizikom, radi vas imamo, tudi če vas ne poznamo več kot 3, ampak ziher ste hupi frudi. No? Čakaj, upravičiti se jim moramo zakaj? Zakaj bi se upravičili? Jaz tudi ne vem, zakaj. Smo bili čisto prijazni, se nisem nič hotel. A smo bili? Ja, pa se zdi, da smo se malo hecali. No? Ne, upravičiti se jim moramo, če se je kakšen pritožil, drugač pa itak sami taki poslušajo, kaj glih tako, kam mi nimajo pojma, pa je vse v redu, a veš. Oziroma razumejo šalo. Razumejo šalo, tako, ja. Ja, okay. Mislim, pač se veš, kako je, ne? Se veš, to je tudi Štoparski vodnik se držal tega, ne? Da pač včasih vsebino moraš prilagoditi zato, da tekst lepo teče, a veš. In ni treba, da se zmeram ujema z realnostjo. Ne? Ja. Se veš, ki je bil hroščati krvolok, ne? Ja. Pa tiste zgodbe, ne? In so... Ja, mislim, če on ne ve, pustimo to. Se pridemo še do krvoloka, še pridemo, brez skrbi. Hotel sem to reči, da v bistvu, če se kdo čuti poklican, da nam razloži, lepo povablja na naš podcast, pa nam fiziko povejo, kako vesolje deluje, da ne bomo bilo skvasali. Ja, to pa vsekakor, ja. To pa vsekakor. Če kdo ve, mislim, tako znanost pa to kar pogumno. Mogli bi, da imamo enega, ki nam na tem delu, da nas mečken. Ker mi pač fiziki nismo, ne? Tako. Ne, davče tega. Še na zabavah smo srečali samo 2. Tista sta pa po moje, se ne vem, težko primerjam, ne, ampak mislim, da nista tipična fizika. No. Ja, sem kvaj tipičen fizik. Ja, sej to, exactly, Mejhen Ozorcman, 2 poznam. Pa na karni zabavi ga srečaš. Ja, na večjih. Ja, na več. Ja, dobre žurke. Enkrat smo bili z animalom, pa po mojem je bil Ličak tudi. Takrat, ko smo bili v Arturja Denta oblečeni, ko smo imeli vsi šlafroke. Ja, verjetno. Ja, no, evo, tako da tiste je bila že ena dobra zabava. Ja, mislim, da mi všeč. Vidi, da smo stari, ko govorimo zabava.
Bila je zabava. Dobra zabava. Dobra zabava je bila. Ja. Zdaj pa zabava, če greš v 10:30 spat. Ne, nekaj videl. Če zdržiš delko otrok, je zabava. Če sem do polnoči po koncu, je že kvaga žura me. To si pa zlato značko Joker zabavljača daš lahko, veš. Če imamo mi zdaj kakvarnike že davno mimo, pa fiziki tudi, dajmo skočiti na 11. epizodo. No, dajmo. Kaj se zgodi v 11. epizodi? Spet smo na ladji, ne, še vedno smo na ladji Zlato srce, ampak tokrat je v bistvu... Prišli smo nazaj, ne? Prišli smo nazaj iz neverjetnosti. Ne? Zaphod pa Trillian sta na poveljniškem mostu, ki so ga arhitekti oblikovali tako, da je ful bolj cool, kot bi bil v resnici, ko bi pač tam ena pravokotna soba in se pač še tam arhitekte malo bregne, pa jih malo ne. Takrat je mislim, da že, če bi zdaj še to delo, bi po moje se bolj na Apple norca delo, po moje. Meni se zdi, kot Sattel Dick na Apple, veš, ko vse malo mogoče tako malo lepo, pa dajmo narediti malo tako drugače, ne bo pravkoten. Zakaj je bilo pravkoten? Ja. Kdo še dela danes ravne stene? Ja, valjda. Ki so malo zaobljene. Ena je malo konkavna, ena druga je malo konveksna. Ja, valjda. Mora malo zgledati futuristično pa to. Čas na ladji, halo. V naslednjem odstavku je prvič omenjen Marvin, ki je v kotu čemel robot in ki se za nalaž drži tako, da se čudovito skladni deli njegovega trupa niso zdeli tako skladni, kot so bili. Ne. Tle že malo napoveduje, da s tem robotom ne bo vse v redu. Ne. Ja, tukaj mislim, da je kar Marvin, tukaj še ne vemo, ampak on je v bistvu res ta tretji ali pa četrti junak te knjige. Legenda je. Ja, itak. Ja, valjda, absolutno. On ve, kako je na svetu. No. Ja, ampak Zaphod je pa živčen. Zaphod je živčen zato, ker so pobrali dva potnika, ki sploh ne vejo, po kakšnem ključu jih je ladja pobrala, oziroma on je mislil, da jih je v Trillian pobrala. Ja. Ja, točno. Hoče mečkaj napizditi v zvezi s tem, ne, in mu ona razloži, da je v bistvu potnike pobrala ladja sama. Tako je. V enem kotičku vesolja, kjer pol ugotovita, da je tudi on pobral Trillian. Ne? Meni je v bistvu, sorry, prekinjam, mi je v bistvu zanimiv to, ne, da tukaj pač prvič živimo, da je Zaphod tudi živčen, ker drugače on je bil zmeri tako cool, pa to mislim, do zdaj, do tega trenutka, tudi predstavljam, kot blazno hupi fruda, ne, da pač on je nonšalanca, šarm, dajmo malo tako levo, desno, švaler. Dve glavi, 3 roke. Tako, kdo ne more, kje ste bejbe. Šalka, plapola, vse to. Tako, on ima vse to. In zdaj nervozen človek. Zdaj vidiš, da si je vse to namontiral, zato ker notranje oseb ni bil siguren tip, ne? A veš, kdo rab še eno dodatno glavo, pa še eno roko, ne? Če si kul sam sabo. Ja, sam res, ja. To nuca, ne? Sam to je pa tak dober, psihoprofil. Ta tretja roka je čisti overkill, to se strinjam, sam 2 glavi sta pa blazen kul. Ja, no, sam, a veš, če nisi zih, sam to malo prav, če nisi zih v sebe, ne? A veš, pol to kompenziraš, ne? Valjda, ja. A veš, s stvarmi. Eni imajo velike avte. Ja, eni si Teslo kupijo, ja. Veš, kako... Eni imajo pa 2 glavi, pa 3 roke. Tako, zakaj, ker lahko? Ja, ampak veš, tudi Trillian je začela sumiti, da je v bistvu, da njegov life je bil tako divji pa uspešen, predvsem zato, ker v resnici ni točno vedel, kaj počne. Ne. Ja, ampak fake it till you make it, a veš? A veš, vsi tisti ljudje so v bistvu vsi, če gledaš tako nekako real life, so pač šuni ljudje, ki so taki malo nerazumljivi, so ponovadi kar tudi zanimivi, ne? Pa nekako vlečajo, taki čudaki pol vlečajo, ne vem, ljudi nase, ne? Ja, lej, mislim, karizmo je pa imel, ne? To je pa dejstvo, ne? Valjda, ja. Mislim, ego je imel napumpan do maksimuma, ne? Gre zraven. V glavnem Zaphod pa Trillian naročita robotu, da pač ne ta dva tipa prevede gor, ne? In Marvin pa se herojsko odpravi čez sobo in jo obvesti, da je zelo zamrjen. Ja, Marvin je mal. Ja, in pol začne...
Ja, on vpraša, a sam to, ali kaj, da zdaj ne grem po 2 potnika, ali kaj. Ja. Mislim. Ne bo mi užitek. Ja, tako. A veš, Marvin je en tak kaj je en zaposlen, ki je bolj sposoben od svojega, oziroma saj čuti se bolj sposoben od svojega šefa. Ne? No, sej le. Veš, in pol mu dajo neke bizarne naloge, a veš, pojdi kavo skuhati, pojdi to narediti, a veš, ti bi pa znal mrske drugega še narediti. Ne? In valjda, da ni glih pokov od sreče, ne? Da te pošljajo, ne vem, da si varuška tam enim štoparjem. Ne? In pol je pač Marvin še malo previdno vpraša, v ljudem pa je, ne? To sem mu dal noter. Je le robot. Sebe nisem zamoril, ne? A veš, je le A sem robot. ga zamoril, ne, nisem, ne. Ja. Usluženje, In ne, pol- usluženje, ne, pač. Usluženje je, valjda, ja. In pol 3 prav, vse je v redu, res, življenje pač. In prijav to klasično, ne, klasičen Marvin, življenje. Samo ne govorite mi o življenju, ne. Ker se ponovi pol še ne parkrat. Se ti pravim, da on ve življenje. Ne mu je jasen. Pa je valjda, da mu je jasen. Ne, mu je Sam, a se vi da spomnite, ali to je res kvarnik, ali Marvin preživi ali ne? Ja, sam je čist razštelanje na koncu. Mislim, da ga nesajo gor na uno goro, da ga celo nesajo in da on pol končno ogleda une stvarnikove besede. Ne. Ja, pa umre. Ja, mislim, da To pol pa ne vem. ob pogledu na nje pa pol izdihne, no, una svoja zadnja vezja ali ne vem kaj. Tako že. je, nekaj tasga. Tako, ja. Tako da, Točno, ja. Ja. ko je ugledal Božjo besedo, takrat je pol pa lahko izdihnil. No. Zdaj sem pa Čeprav ne vem, malo a sem se- roboti grejo lahko v nebesa. A Mislim, si to kdaj kakšne nebesa? razmišljal? ja, ne, tukaj mogli pol, že spet smo pri Bogu, ne, pa nebesih, pa vse tako, ampak Ja. jaz pa Kakšna mo- nebesa? če se on, mislim, a veš, kao, ne, če ima dušo, ne, pol jaz ugibam, če ima stvar dušo oziroma robota, isto stvar, ali če se sam sebe zavedaš, si pol že oseba. In ta Ne, saj si Marvin se definitivno... baje si oseba že takoj, ko oplodiš jajčece, baje že A postaneš ja, dobro, oseba. okay, pustimo tele... Tako da zdaj točamo pa že Čak. Ne, ne, a veš, ker recimo po kateri teoriji? Ja, po teh antivekserskih sem hotel reči, po te protisplavilski. Ja, čakaj, le, šli so stvarnikove besede gledati, po kateri teoriji pa išemo, mislim, halo. Lepo te prosim. Sam, Ta je res zoprna. ne, jaz mislim, da... O tem, o stvarnikovih besedah se bomo pogovarjali čez 3 knjige pa pol. Ja, tako da dajmo to mogoče, ampak vse. Dajmo to za pol pustiti. Vse ima res, ja, samo to je res. Je pa res malo disturbing. Ne, Ja. Zakaj so šli oni pogledati stvarnikove besede, če vsi vemo, da ne vsi vemo. Če ni dokaza, da je, oziroma da ne Je meče dokazano. za Kristjane Kvarnik. ne, Kam boš drug zvok dati? Lej, takul kristijani razumejo, tako da sploh ni panike. Unike pa ne štekajo, da je vse ne, pa brez veze. Unim pa ni treba razlagati. Oni itak ne berejo Ne. tega, te herezije. Ja, najbrž res, ja. Ja, se veš, ko sem vam uno zgodbo zanč razlagal, ne, da kakšna je verjetnost o Bogu. Ne. In je bilo pol, v bistvu, pa sem bral tisto knjigo naprej, ne, in je tip ful dobro razložil. Ne, je rekel prav, sam da že štarta z uno predpostavko 50%, ne, prav, to je že tako nekaj, če se zmenimo, da bomo o zobno miško začeli, ne, da bomo rekli, da obstaja 50% za zobno miško. Ne. Ja. Je prav, moramo precej stvari fizikalnih razdelati na novo, če mislimo, da zobna miška je. Ne. Veš, ker Zanči ta mala mene vprašala, če nam ta starejšim tudi zobna miška kaj prinese. a ne. In sem jaz rekel, nika. Aljo, zobno miško smo ven vrgli, je sam obstaja kot bonus ekstra To smo za imeli naše... že. Ja, vidiš, Ja, smo se- kašem per Ja, preveč. smo imeli. Kašem per preveč. Ne. Pa začetek Tako, ne. demence, pa smo v pizdi. No. Daj ti, kar povej do konca zgodbo o zobni miški, ali ne, sorry. A o Niki? Ampak,
Ja, in mi polnika prav, če pač nam odraslim tudi zobna miška kaj prinese. Ne? In sem mi pač razložil, da pri nas mora 2 ta vijolična prinesti pod polštarčaka, ne? Če hočeš, da zobek zrihtaš pola. Ja. Če ven pade oči tu, a veš zobek, ne? Je treba pa 2 vijolice, pa imamo nov zobek. Ja? Sam ne da miška, ampak pač svoj bančni račun. Sorry, otroci, če poslušate. Dobro, ne, miške. Dobre. No, v glavnem, to smo že imeli v prejšnji epizodi, po mojem, ampak tega ni bilo v epizodi, je bilo pa v bonusu, ki ga imamo za naše podpornike na Patreonu. Ja, v glavnem, in pol pride citat o robotu in reklamnem modelku sirijske kibernetske korporacije, ki ga pa prebere tokrat Rok Štebe. Okay. Rok Štebe je... Kaj, pilot? Mislim, to je pilot, jasno. Predsednik, bi prebral tudi od Zaphoda, ne? Sicer letalskega društva, ampak predsednik vseeno. Ja, predsednik je predsednik. Ne? In vse splošen hupi frut. Pa po nekem čudu naključijo tle z mano, čak samo malo. Štebe, a priješ citat prebrati? Enciklopedija Galaktika definira robota kot mehansko napravo, namenjeno za človeška opravila. Reklamni oddelek sirijske kibernetske korporacije predstavlja robota z besedami vaš plastični prijatelj, s katerimi je dosti heca. Štoparski vodnik po galaksiji definira reklamni oddelek sirijske kibernetske korporacije kot trop brezupnih kretenov, ki bodo šli prvi pred zid, ko se bo začela revolucija. Ter dodaja, da uredništvo z veseljem sprejema prijave za izpraznjeno mesto dopisnika za robotiko. Prav zanimivo, izdaja enciklopedije Galaktike, ki je imela srečo, da je padla iz prihodnosti skozi 1000 let dolgo časovno razpoko, definira reklamni oddelek sirijske kibernetske korporacije kot trop brezubnih kretenov, ki so šli prvi pred zid, ko se je začela revolucija. Okay. Mi smo ostali pri Marvinu, ne? Tako. Ja, smo, ja. Pri Marvinu, ki se odpravi pač to svojo nalogo upraviti, ne, in jim že vnaprej razloži, da mu pač ne bo v užitek to, ne. Karkoli že mora narediti, ne. Tako. In potem gre on po njiju, ne. Yep. Potem jih se s težavo dokaj prebije, ki mu grejo i tako na vrata na živce, ki jih je ta sirijska kibernetska korporacija naredila, da se z zadovoljnimi tleski odpirajo, zapirajo, ne vem, vsa so srečna, ki se ti lahko odprejo, ne. Ja, to je tako, kot bi radi vsi, da so vsi delavci taki, ne, da so vsi zadovoljni ves čas. Veseli, zadovoljni, z navdušenjem ti delajo zate. Tako. McDonald's, put on a happy face. Tako. In potem jih on le končno dobi. Ne? Ne. Meni je samo zanimivo to, recimo, da vrata so ful zadovoljna. Veš, Marvin pa ni, ne. Marvin definitivno. Res, da ima možgane večje, ne. Ne, ampak vrata niso PČO, ne. So PČO. Ja. Ne, vrata niso PČO. Vrata niso PČO, ja, on je. Vrata so sam sprogramirane. Vrata niso PČO, ja, valjda. Tako, ja. On pa pač, on je bil pa testni model, ne. Ja, v bistvu Marvin je prototip, ne. Ti sama misliš, da takrat, ko je to Douglas Adams pisal, da je bila depresija v bistvu že toliko izražena bolezen, kakor je recimo sodobnega časa, ne? Mislim, a veš, recimo vsi mi govorimo, ne, ta knjiga je bila napisana, ne vem, takrat, ko smo pač mi rojeni, ne? In ne vem, vsi mi govorimo, koliko je bilo takrat fajn, koliko smo se vsi dobro razumeli, koliko je bilo, ne vem, koliko je bilo enega razumevanja med ljudmi in da je bilo sploh vse ful boljšne, danes je pa vse neki depresivno. Zdaj, ali mi une stare dobre čase preveč, ne vem, malikujemo oziroma smo si pač o njih predstavo naredili tako, ali pač je bila depresija že takrat ena od grozečih bolezni sodobnega človeka? Ja, jaz mislim, da ja, mislim oboje. In to, da si predstava za nazaj malo lepša, nima se že veš, pesem od mi dva poje, da za nazaj je vedno malo bolj lepo vse skupaj, kar se spomniš. Ampak po mojem, da časi so bili, ne,
Lej, še zdaj Za unek, ja, napovedati. Ne, mislim, točno to. Ne. Nostalgija je taka močna zadeva in se zmeri spominjaš, kako je bilo včasih fajn. Ko smo bili mlad, pa Pa bencin je bil pocen, oziroma ga tudi dovolj nismo. Ga ni bilo, par pa vse te neumnosti. Ne, ampak recimo, on je pač Anglež, ne? Se pravi, on je o našem idealu pisal takrat. Ne? Ti moraš računati, ne, da mi smo si vse to, kjer je on živel, smo si mi želeli. To je res. Ampak jaz tudi mislim, recimo, za glede depresije, še zdaj se ni to nič, mislim. To. Dej nehi se zakirati, pa kva se zakirati. Ne, per spi, se bo, vse v redu. Ne, pa je, da je slabši. No shit, mislim, še zdaj je problem z depresijo jemati kot resno zadevo, tako da tukaj ni to hecne. To ni šala. Takrat pa po mojem bilo pa še slabše, mislim, glede tega. Tako da po mojem sem tako pač hotel ga opisati kot, če roboti ne bi bili veseli, ampak pač obremenjeni z vsemi tim. Ne, veš, on mu je dal človeške lastnosti. Ne? Ja, se pravi, ampak on se po mojem zavedal tega, ne? Tega človeškega bremena. Ne? Bremena v narekovajih, da bi tako rekel. No? Ja. Ali pa hotel sam komedični učink narediti večji. A veš, ne? Bi skoraj rekel, da tako je. Da imaš robota, ki ni zmeri ful vesel, ker takrat so bili veseli, takrat še ni bilo Terminatorja vse pobit v moment, ampak a veš, so bili roboti uslužni, pomagajo gor do levo, desno, ne? In zdaj si mu daš pa človeške lastnosti. V bistvu je že bil robot takrat sploh. Jo, seveda. Mislim, tako, kakšen tak bolj resna oblika, da je pač se mečken več, ki sam premikal. Misliš, tako narejeni de facto ne. Ampak science fiction je pisal. Da je lahko neke naloge dejansko celo upravljal. Sej Isaac Asimov pa 3 zakoni robotike je bilo že prej, tam v 60-ih napisan. Ker je nekako postavil. Ali je misel tako de facto za resni robot v življenju? Ja. Vprašanje, po mojem. Kje so fizike, ki jih rabiš? Ne, niso bili. Takrat po mojem še ne. No. Takrat je bila sam science fiction pisal o robotih. Pač, ne. To je bilo to po mojem. Ni bilo še tehnikali, da bi to nekako speljali. Tako je. Jaz sem mislil v real life. Ne, če je že treba je pogledati. Bomo pogledali, I guess. Bomo preverili, naslednjič pa se bomo opravičili za nazaj, to radi delamo. Mislim, da je bilo... Ti imamo mi neke te robe za nazaj. Mi smo sirijska kibernetska organizacija. Reklamacijski oddelek bomo imeli večjih malkov, ker tako dela podcast. Če bomo vse ljudi te lahko plačali, tudi reklamacijski oddelek, pa bo vse v redu. Tako da ja, medtem se pa smo pa rožnati kamerci, ko se razblin, opice pa se pogreznejo v drugo boljšo dimenzijo. Ford najde reklamno brošuro in ugotovi, da je ladja čist nova. Ne? In Artur, kako to veš, imaš kakšen ta vne z ne vem, kovinomert? Ne, brošura je na tleh. In pol je Ford navdušen nad to tehnologijo in prebojem v neverjetnosti fiziki in še enkrat pove, da ladja leti na pogon na neskončno neverjetnost in koliko je to ful cool in pol se Ford zagrebe v detajle in Artur razlaga, Artur pa neče šteka in tam pritisne na en vabljivo velik rdeč gumb. Seveda, če je gumb tam. Ampak rdeč gumb nikoli ni pameten pritisnen. Le sem če je tam. Vem, sam povsod je gobca je za izklop, ki je že vse na pas mater, takrat gobco pritisnen. On ga pritisne tako malo za hec. Ampak hvala Bogu, da je ladja tako cool, da mu sam sporoči displej, prosim, ne pritiskate tega gumba. A vidiš, koliko je pametna mašina od zadaj? Ja, mašine so v redu. Kaj vejo, da če tam gumb ga en pritisne. Ja, tako je. What does this button do? Sam zakaj so ga pol noter dali, pa so ti dizajnerji slabo, mislim, niso prav zelo študirali. Razen če je emergency gumb, pa veš, če bi slučajno če priješ iz neverjetnosti, pa da si ne to košamočen, kao unadva, da rabiš pol en gumb za help, ne. Sam, ali pa veš, ne izpad, prekinitev mašine, neki. Ja,
To, kar rdeči gumbi Tudi to, ponovadi ja, delajo. tudi to, ja. Kaj ta gumb dela sploh, to ne vemo. Tako da, Veš, to bi lahko on ladjo ustavil, ne s tem. Ja. Kong. Veš, to je tako, kot da si na vlaku za silno zavoro. Veš, to bi mogel biti eno opozoril, pizda. Ne? Ali nekaj. Prosim, ne pritiskajte tega gumba. Ja, ne vem, ali pa veš, da je kaznivo, ne vem, recimo na vlaku imaš napisan, da če potegneš emergency break, ne, je kaznivo. Zasilno, Ne? Ja, če ni brez Če razloga. če ni nujno, seveda. Ne? Sam ne vem, zakaj bi dajal ne vem, zakaj bi dajal tak gumb v sobo za goste, veš. Že to, Ne, ne. saj to tam To je, v bistvu, to je v bistvu soba za goste. Ne, tam, ki jih je Nekam- vam, to je una soba, airlock je to v bistvu, sam, Mislim, airlock, Veš, no, kaj- še hujš. Ja. ki jih pobere, ne. Ja, Lahko bi jih Pa spet, sploh ne lahko bi jih spet pritiska. nazaj fuknili. Ja, Da se saj to. odpre, bom. Pa se misliš, da je bilo to na ladji sploh dizajniran za to, da bojo poberali oni neke štoparje. Mislim, da je to klej bi šlo za eno čisto anomalijo. A veš, mislim, ta soba najbrž niti ni imela namena tega, pač zdaj nekam jih je pogoltnil, zdaj lahko bi jih v kevder vrgal, lahko bi jih vrgal v strojenco, nekam, a veš. No, če kdo, ki ladje Mislim, dizajnira, glede na to, če se imela ta sirijska korporacija imela neki s tem, ne? ja, Če so bili oni zraven, so zihar so ene. A veš, to so bili bagi tistega časa. Ja, valjda. Hardverski bug. Tako, ja. Pač imamo Ja, tukaj ja, tole, Glej, nekaj je. Ta tretja Nekaj- generacija zlatega srca bo pa že kar v redu letela. Po moje se je dizajner sam zdel, vsaka soba rabe en rdeč gumb. Kaj pa dela? Ne, bomo Lej, ne pol napisali sprašuj. na displeju, da ne Ja, pritisni. to je A tako, veš. ko greš v hotel, pa je v kopalnici zmeram pod tušem, mene zmeram rajca, da bom un zvonček potegnil. Veš, kam imaš sos, ampak piše sos, pol veš, da bo pizdarja, če potegneš. Ne? Ampak pizda me zmeram, a veš, me zmeram, mi kačem potegnil, a v kašem pršu. A v res kdo pršu, če jaz tisto potegnem? Pa bi rekel, Pa še eno nisem- pivo bi. Nisem zbral jajc, da bi tisto naredil. tako. Sam testiran, če dela. Ja. Pol v bistvu prebere v brošuri Ford, da imajo robote in računalnike vzgrajeno z vgrajenim PČO-jem, ne, se pravi človeško osebnostjo in Artur Parjal pošastno, za njim pa robotski glas. Sej tudi je. Ja. Ne bi govoril tudi. Oziroma, žalostno sključen je kleni človek. Ne. Tako. Ne, zdaj se oni pač majčkano so se spoznali, ne? Tako. Gotovili so, da si mogoče glih niso najbolj turbosimpatični, ne? In potem grejo proti poveljniškemu mostu, ne? Kaj pa v bistvu ves cajt pa Forda pol zanima, od kere vlade je ta ladja, ne? In čigava je sploh ta ladja in potem, komu Ugotovi, kdo je v bistvu za krmilom, ne? ja, Mu pa- Marvin mu mirno nabaci, ne? Da je to da je ukradena, ne? Da ni Ja. nobene vlade, ne? In In da zapha to dela. Ja, in mu pove, kdo je, in takrat pa ga pa sezuje Tako. čistne. Ne, samo to, hotel sem samo to reči, in na koncu imamo pa novo ime za cliffhanger in to je Pečina obešalnik. Dober. Večina obešalnik. Ja, če imajo oni prikolce, pa ne vem kaj za trailer, imamo Ja. mi lahko Pečina obešalnik, za saj, I like cliffhanger, it, Pečina če pa- obešalnik. Ja. Lahko, Tako da to je lahko. to. In ti za Veš, kaj cliffhanger. sem še hotel reči, kar se Marvina tiče, ne? Ker je, mislim, ne vem, odkje se je prekradla ideja, da je on paranoidni android, ne? Mogoče od unga benda, ki je napisal komat o njem, mislim, Radioheadi, sicer briljanten komat, vrhunski. V bistvu Marvin niti ni paranoiden, ne? Ne, sploh Niti ne. ni ne. android v resnici, ne? V resnici je depresiven robot, ne? Ja, nikoli ne reče. Tako da ne vem, ta paranoidnost me je mal tako, no. Ne vem, odkje se je prevlekla in zakaj je to ratal, ne vem, Mitil in Geda, ampak mogoče pa že dolgo nisem bral 2., 3., 4., 5. knjige, pa do 6. sploh ne govorim. Mislim, Depresiven, ja. depresiven je, ja. Paranoiden, ne. No, ampak dobro, zgodbe Marvina in vseh ostalih junakov bomo še spremljali, tako da V naslednjih Mislim, da bomo naslednjih nadaljevanjih našega podcasta. In Ja. zdaj prehajamo na recenzijo iz Nemčije. International, baby.
Jep. Grekom piše najprej 5 zvezdic, hvala lepa. Subject je hvala za popestritev vožnje in je napisal ob vožnji službe mi pričarate nasmešek. Hvala vam. Grekom tudi tebi hvala. Hvala tudi tebi. Tako, hvala. Tako. Tudi ti nas lahko oceniš oziroma pošlješ pismo oziroma oceniš na Apple Podcast, kjerkoli. Še boljše napišeš recenzijo, se pravi to, da nekaj tam napišeš v subject, pa bla. Tudi, jaz sem to rekel, lahko tudi spluvate, če vam kaj ni všeč. Ne? Mislim, povejte, kaj vam ni kul. Da mi mogoče probamo se popraviti. Da popravimo, ja. Mogoče ene stvari prevečkrat omenjamo, ene stvari, ki si jih želite slišati, mogoče ne. Tako. Pa da to vključimo v naslednje naše podcaste. Vse kritike so dobrodošle, kakršne koli. Absolutno. Sam za voljo algoritma na Apple Podcast bi bilo pa še zmeraj kul, če nam date 5 zvezdic. Ja, ne, to bilo pa lepo, ja. To bilo pa lepo. Ne zaradi tega, ker sem to rekel, da date enke ali pa kaj takega. Ne, samo tako, povejte, kva. 5 zvezdic pa napište. Tako. Ker smo pa glih pri tem, da rabimo malo sodelovanje poslušalstva, pa vabimo poslušalke in poslušalce, da preberete citat iz 12. poglavja. Predlagamo prvi odstavek ali pa odstavek, v katerem Triljan ugotovi, zakaj se Zapko dela neumenga ali pa kaj četrtega, no, karkoli. Kako to narediš? Posnameš se s telefonom lahko in nam pošlješ posnetek ali pa lahko citat posnameš direkt na telefonsko tajnico, brezplačno, na številki 0599686685 in prebereš citat. Zadnja opcija je pa na hvalazaseribe.si. Zdaj bi se pa rad še zahvalil, kljub temu, da nas podpira tudi pivovarna Pelicon, smo najbolj veseli vaše direktne podpore. Zato se iz srca zahvaljujemo vsem našim podpornikom, zaenkrat Lukatu, Blažu, Mateju, Juretu in Primožu, pa še neimenovanemu junaku. Kao. Neznanemu junaku. Tako, tako, ja. Ki podpiraš nas. Vsi veste, kdo ste in iskrena hvala za podporo. To pa lahko storiš tudi ti in iz dna srca ti bomo hvaležni. Vsekakor. Ja. Tako. A imamo še kaj? Ja, ne, smo samo tole še povedal. Ne. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. To je to. Hvala, čau. It's a wrap. 11 narejena. Ok.